Med 9. majem in 12. junijem se odvijajo tedni vseživljenjskega učenja, ki jih izvaja Andragoški center Slovenije. V okviru teh tednov je v sredo v 17 slovenskih krajih potekala parada učenja in med temi kraji je bil tudi Slovenj Gradec. To je bil pravi praznik učenja, saj smo na številnih stojnicah lahko videli neštete možnosti nabiranja znanja, na prireditvenem prostoru pa so različne generacije tudi pokazale, česa vsega so se naučile. Ob tem so izvedli tekmovanje v sestavljanju Rubikove kocke med osnovnošolci in zmagovalec jo je sestavil v pičlih 14 sekundah. Na dvorišču slovenjgraškega dvorca Rotenturn se je v sredo odvijala letošnja parada učenja, osrednji dogodek tokratnih tednov vseživljenjskega učenja. Organizator parade je bil javni zavod Mocis, ki je nosilec izobraževanja odraslih v Mislinjski in Dravski dolini. Jaz sem zelo vesela, da je pravzaprav se v bistvu čas stabiliziral, tako da smo spet skupaj. V bistvu je to praznik učenja, v bistvu je to praznik druženja, igrivo in to je parada učenja. Mi se kar trudimo, da imajo priložnost predstaviti se vsi tisti, ki želijo povedati kaj o tem, kaj počnejo, da to tudi pokažejo. Navsezadnje, da tudi drugega spoznavajo in zaradi tega, tako kot vsako leto. Ljudje se kar odzivajo, mislim, da tudi vsako leto v bistvu jih je več in to smo veseli. Moto letošnje slovenjgraške parade učenja je bil: kaj pa si se ti danes naučil? Slogan tednov vseživljenjskega učenja, ki potekajo od 9. maja do 12. junija in jih izvaja Andragoški center Slovenije, pa je: učenje je življenje, naj krepi in radosti. Iz tedna so torej skozi leta nastali tedni. Izkazalo se je, da en teden ni dovolj časa, da bi lahko slavili moč in radost učenja po vseh krajih širom Slovenije. Zato smo že kmalu po začetku ta teden razširili v tedne in smo se potem pred 2 letoma odločili, da jih tudi uradno preimenujemo. Vseživljenjsko učenje je vedno bolj pomembno in vedno bolj poudarjeno tudi v nacionalnih in v evropskih dokumentih kot nekaj, kar človek potrebuje za to, da lahko živi sam s sabo in v skupnosti. Zadnje raziskave kažejo, da se je tudi vključenost Slovencev v vseživljenjsko učenje bistveno povišala, kar nas veseli. Obenem pa se zavedamo, da še vedno obstajajo skupine, ki do učenja iz različnih razlogov nimajo dostopa. In ravno temu so namenjeni tedni vseživljenjskega učenja, predvsem pa parada učenja kot dan, ko se na 17 krajih po Sloveniji na enem mestu dogaja festival učenja. Zbrane je pozdravil tudi župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler in dejal, da bi si želel, da bi bilo to dvorišče vsak dan tako živahno, kajti občina domuje v tem dvorcu in dvorišče navadno sameva. Je pa izjemno zadovoljen, da je vseživljenjsko učenje tako močno prisotno med občani. Parada učenja za Slovenj Gradec pomeni veliko, ne samo ta parada učenja, ampak cel sistem izobraževalni v Slovenj Gradcu. Jaz pravim, vlaganje v kader je tista največja naložba, kar ga lahko naše inštitucije dajo in na tem mestu se lahko res zahvalim vsem našim organizacijam, ki to znanje predajajo, bom rekel, najmlajšim, pa tudi malo starejšim, kajti v naši občini je omogočeno, da se lahko izobražujejo prav vsi, se pravi od najmlajših pa res do tistih, ki so z delom že zaključili, pa bi radi še izpolnjevali svoja znanja. In tako je tudi prav in tu je naš javni zavod Mocis, ki tudi skrbi za to medgeneracijsko sodelovanje. Imamo ogromno prostovoljnih inštitucij, profesionalnih inštitucij, ki se ukvarjajo z tem izobraževalnim procesom in verjamem, da lahko vsak občan, občanka najde kakšen primeren program, kakšno primerno vsebino za to, da nadgradi svoje, mogoče že tako bogato znanje. In veliko tega bogatega znanja smo si lahko ogledali na stojnicah, ter mu v veliki meri tudi prisluhnili na prireditvenem prostoru. Letošnji ambasador vseživljenjskega učenja je igralec Nik Škrlec, ki je med drugim s 3141 števkami trenutni državni prvak v pomnjenju števila pi. V svojem prostem času pa tudi sestavlja Rubikovo kocko, ter v njej tudi tekmuje. In prav takšno tekmovanje so med osnovnimi šolami iz slovenjgraške in mislinjske občine izvedli tudi na letošnji paradi učenja.
Ja, vsako leto iščemo neko temo, ki bi bila morda malo drugačna, pa tudi potem gosta takega. No in letos smo malo zaplavali bolj v svet matematike, bi rekla, tako da povezano je tudi z letošnjim ambasadorjem učenja, ki tudi sestavlja Rubikovo kocko, in tako bomo danes pač poskušali dobiti tiste prve 3 na Koroškem iz osnovnih šol, ki bodo to najhitreje in seveda najbolj pravilno znali narediti. Tekmovanje je potekalo pod budnim očesom Rubik kluba Slovenije. Ja, v začetku je bilo recimo tako par prijateljev, oziroma mogoče malo večji krog prijateljev, ki smo bili navdušeni nad sestavljanjem Rubikove kocke. In potem smo začeli v tej smeri, da bi organizirali kakšna tekmovanja. Obstajala je tudi Svetovna kockarska zveza, vendar v samem začetku še nismo se tako daleč spustili, smo bolj na lokalnem državnem nivoju in smo ustanovili Rubik klub Slovenija, da bi pač bolj lahko uradno naredili kakšna tekmovanja. Večkrat tudi tako pomagamo na dogodkih, recimo, kjer vidimo interes, da se izvede podobno tekmovanje, pridemo pa pomagamo, da ne vem, z opremo, s sojenjem pa z vsem. In tako so pomagali tudi tukaj. In fantje, bili so namreč sami fantje, so vrteli Rubikove kocke, da smo ostali komaj gledali tako hitro. Najboljši rezultat. V neverjetnih 14 sekundah jo je sestavil, je dosegel Lado Erjavec iz osnovne šole Podgorje pri Slovenj Gradcu, ki je imel tudi sicer najboljši povprečni čas sestavljanja, kar potem šteje za končni rezultat, kajti najboljši in najslabši čas od 5 poskusov se ne štejeta. Zakaj je Lada tako pritegnila ta pisana kocka? Imel sem Rubikovo kocko doma, pa sem se odločil, da bi bilo fajn, če bi se naučil sestaviti, in od tej skozi že sestavljam kocko. Koliko si bil takrat star? 10. Kako dolgo je trajalo, da si jo prvič sestavil? Kak dan, oziroma 2 dni sem se učil, da sem se prvič jo sestavil, pol sem se pa počas, da sem jo lahko brez pomoči kakega lista ali pa česa naučil, pol je pa vedno hitreje šlo. Tako da pol sem že, pol pa po 5 minut, pa po minuto, pa vedno manj. Zdaj imaš pa različne, sem videla, da si neko drugo kocko imel s seboj. Ja, imam več različnih, od 2x2 do 7x7, torej kak so velike, pa še različne oblike, tudi take z 12 ploskvami, pa piramido, pa veliko različnih. Koliko si imel danes rezultat najboljši? Najboljši cajt sem imel 14, ne vem točno, 14 sekund, ja. Je še kdaj prej uspelo tak čas? Ja, tudi že malo hitreje, ampak ful hitreje, pa ne, tako da sem kar zadovoljen. Upravičeno, kot so lahko zadovoljni tudi organizatorji letošnje slovenjgraške parade učenja, katere popoldanski družinski del na glavnem trgu je zaradi slabega vremena sicer odpadel, a samo za 14 dni, ko se bomo znova srečali. Takrat pa, kot rečeno, na glavnem trgu s številnimi možnostmi za zabavo cele družine.